Pozdravljeni, moje ime je Veronika in danes bomo predstavila svojo raziskovalno nalogo z naslovom Živena vsi narodi iz področja književnosti. Za raziskovalno nalogo sem se odločila, ker sem želela ugotoviti, kakšno je razumevanje zdravnice ljudi, Slovencev in Slovenk. V prvem delu raziskovalne naloge sem preučevala in analizirala literaturo, v drugem delu raziskovalne naloge pa sem uporabila metodo anketiranja. Sestavila sem spletni vprašalnik in pa papirnati vprašalnik za devetošolce na svoji šoli. Najpomembnejši izmed mojih ciljev so bili v teoretičnem delu čim natančneje predstaviti različice kitic, ki so nastale pod vplivom cenzure in drugih dejavnikov, opisati in predstaviti neznano kitico zdravnice in predstaviti razloge za in proti zamenjavi slovenske himne. V empiričnem delu sem želela analizirati razumevanje zdravnice, osebno mnenje anketirancev o zamenjavi zdravnice in podrobneje analizirati razumevanje devetošolcev. V začetku raziskovalne naloge sem si zastavila 5 hipotez. Prva hipoteza se je glasila, da bo razumevanje devetošolcev nekoliko nižje, kot pa razumevanje anketirancev spletne ankete. Druga hipoteza, da bo splošno razumevanje oziroma večina vprašanj bo imela okoli 80% razumevanja, da se večini anketirancev ne zdi potrebno, da bi zamenjali slovensko himno, da nad 85% anketirancev ve, katera kitica zdravnice je državna himna in da večina anketirancev ne zna zdravnice na pamet. Torej, kot sem že povedala, sem se veliko ukvarjala s spremembami v kiticah zdravnice in zdaj bom povzela ugotovitve o spremembah 5. kitice. Ugotovila sem, da so bile različice 3. Najpomembnejša sprememba je od prve verzije v drugo vsebinska sprememba in ženska dobi iz vloge lepe in čedne politično vlogo. Najpodrobneje sem analizirala spremembe v 7. kitici, današnji himni. Analizirala sem vse verze, predstavila pa bom spremembe verzov zadnjih 3 verzov. Ugotovila sem, da so različice bile 4. In sicer od prve do proti zadnji je pesnik vse jasneje izoblikoval idejo mednarodnosti oziroma internacionalizma, ki v prvi verziji pravzaprav še ni povsem jasno zarisana. To je prva verzija. V bistvu v tej verziji pesnik samo nazdravi vsem narodom, ni pa še tiste ideje bratstva med narodi. To sta druga in tretja verzija, ki se razlikujeta samo po predzadnjem verzu. Zadnja pa je tista verzija, ki jo poznamo danes, torej da rojak, prosto vsak, ne vrak, le sosed pomeja, ki se po mojem mnenju z drugimi ne more primerjati in ima tudi najmočneje izrisano idejo internacionalizma. Veliko sem se ukvarjala tudi z neznano kitico, ki je bila včasih del zdravnice in je poznana kot neznana 9. kitica zdravnice. Glasi se, ljubezni sladke spone naj vežejo nas na naš rod, v njim sklepajte zakone, da nikdar več naprej od tod, hčer sinov, zarod nov, ne bo pajdaš sovražnik. Med raziskovanjem sem ugotovila, da ta kitica pravzaprav nikdar ni bila 9. kitica, ampak je bila na 6. mestu, tik za kitico Bog živa Slovenke in se tudi tematsko navezujeta. Poleg tega je bila ta kitica tudi znana, da ima 10 verzov, za razliko od vseh ostalih, ki jih ima 7, vendar sem med raziskovanjem ugotovila, da tudi to ne drži in sicer z analizo te slike, kjer je jasno, da je bila v tem prepisu kitica ljubezni sladke spone pravzaprav že prečrtana in domnevni dodatni 3 verziji spadajo k 8. kitici, zadnji kitici in sicer na zadnje še prijatelji. Zdaj bom pa nekaj povedala o rezultatih moje ankete. Večina vprašanj je imela okoli 60-70% razumevanje. Razumevanje devetošolcev pa je bilo nekoliko nižje kot razumevanje ključnih anketirancev spletne ankete. To je primer grafa in je graf številka 1. Vprašanje pa je bilo, katera kitica zdravnice je državna himna Slovenije.
Tu sem pričakovala nekoliko višje razumevanje, ampak je bilo razumevanje samo 68%. To je primer zelo nizkega razumevanja, ko je bilo razumevanje samo 24%. Vprašanje je bilo, kdo v 6. kitici v pesnikovem času brani domovino. In večina je odgovorila mladeniči mladi, kar je bil napačen odgovor. In samo 24% jih je odgovorilo pravilno. No, tu pa je primer tudi zelo visokega razumevanja, ko so skoraj vsi odgovorili pravilno. Mnenje o zamenjavi himne je večina anketirancev, da himne ne bi bilo potrebno zamenjati. Samo 21% anketirancev se je odločilo, da bi himno zamenjali ali da bi jo mogoče zamenjali. Nekaj več je bilo devetošolcev, ki so se odločili, da bi himno zamenjali. Tisti, ki pa so izbirali, da bi mogoče zamenjali, pa so večinoma izbirali 4. in 2. kitico, se pravi edino sreča sprava, kjer je panslarizem, in pa 2. kitico, kjer pesnik poudari Slovence. Zanimivost naj povem, da se je na mojo anketo odzvalo veliko število ljudi. Povsem ustreznih odzivov je bilo 591. Tisti, ki pa niso bili povsem ustrezni, če še tiste vštejem, pa je bilo okoli 1000 odzivov. Dobila sem tudi komentarje, in sicer, da je anketa zelo zahtevna, so nekateri zapisali, čeprav so izobraženi na tem področju, in nekateri so tudi želeli izvedeti, kaj o rezultatih ankete. To je prva hipoteza, da bo razumevanje devetošolcev nekoliko nižje od razumevanja naključnih anketirancev z 3. ankete. Hipotezo sem potrdila, ker je bilo razumevanje devetošolcev res nekoliko nižje, da bo razumevanje okoli 80%, to hipotezo sem povrgla, saj je bilo razumevanje nižje, da večina anketirancev misli, da slovenske himne ne bi bilo potrebno zamenjati, hipotezo sem potrdila, da nad 85% anketirancev ve, katera kitica Zdravljice je državna himna, hipotezo sem že vrgla, kajti katera kitica je državna himna Slovenije, je vedelo le 68% anketirancev, in da večina anketirancev ne zna Zdravljice na pamet. To hipotezo sem potrdila, edino devetošolci so vrgli to hipotezo, saj so vsi morali znati Zdravljico na pamet. Razumevanje je bilo v splošnem kar dobro, čeprav bi glede na pomembnost sporočila lahko bilo tudi boljše. V splošnem je bilo kar visoko. Razumevanje devetošolcev je bilo nekoliko nižje, kar se je meni zdelo precej jasno, glede na to, da so mojo anketo v večini reševali veliko starejši ljudje. Da se zelo pomembna ugotovitev se mi tudi zdi, da se večini anketirancev ne zdi potrebno, da bi himno zamenjali. Zdravljica je bila za čas, v katerem je nastala, zelo napredna, njene ideje so bile zelo napredne in ravno zato ostaja aktualna še danes in je prav, da jo vsaj približno razumemo. Večina anketirancev je razumela Zdravljico dovolj, da so razbrali pomembne ideje in pomembna sporočila, a zdi se mi, da bi bila narodna odgovornost vseh, da se poučijo vsaj o pomenu himne, da vedo, kaj opevajo ob vseh svečanih priložnostih in pomembnih dogodkih. Hvala.